Po več kot desetletju papirnate, pa tudi medijske vojne, je danes, ko so rezultati pedološke študije na mizi, jasno, da so načrti o golfišču v Sečovljah bržkone pokopani. Če se tla lahko vrednotijo v lestvici od 0 do 100, smo ta tla zbonitirali z vrednostjo 60, pri čemer smo upoštevali tudi odbitek za sušo. Povprečna boniteta tal v državi naši je 41,5. Vsekakor pa smo ugotovili, da tla so primerna za kmetijsko pridelavo. Z izsledki zadnje raziskave so zadovoljni tudi v civilni iniciativi proti gradnji golf igrišča v Sečovljah. Ta zemlja je bila zmeraj rodovitna in ostane rodovitna in študije niso mogle pokazati nič drugače. Najnovejša študija je že tretja v vrsti, zanimivo pa je, da se podatki med študijami močno razlikujejo. V preteklosti je študije, ki so bile bolj kot ne po meri zagovornikov golfa, pripravljal danes zastopnik podjetja Golf Istra, pedolog Janez Ruprecht. Zadnje raziskave so pokazale, da je v Sloveniji še kdo pošten, da niso vsi samo dobičkarski, da gledajo samo na svoj dobiček. In da ne bomo imeli spet kakšnih čistih lopat, pa tovšakovih, pa ne vem kaj še vse, kar je tukaj za tem golfom v Ribili sigurno obstajalo. Pedolog Ruprecht izsledkov raziskav danes ni želel komentirati, je pa dejal, da bodo najbrž zahtevali revizijo. Na biotehniški fakulteti se tega ne bojijo. Mi smo to študijo pisali tako, da je primerna za revizijo. Dokumentirali smo vse izkope, vse je fotografirano, določene so geokode teh točk, vsi analitski podatki v surovi obliki so v študiji zbrani. Podjetje Golf Istra, ki je naročilo študijo, izsledkov te ne komentira. Pedološko poročilo kot tako pa golfiščem v slovenski Istri na drugih lokacijah ne zapira vrat. Sedaj naj bi med Ministrstvom za kmetijstvo, občino Piran in podjetjem Golf Istra potekala intenzivna pogajanja o nadomestni lokaciji. Da investitorji še niso vrgli puške v koruzo, so nam potrdili na piranski občini, ki v prihodnjih dneh na to temo pričakujejo sestanek s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom.